Lepo pozdravljeni! Trajnostnega razvoja ni brez trajnostnega komuniciranja. Seveda najprej komuniciramo v nas samih, potem pa ta jezik življenja, ki živi v nas, prenašamo in z njim komuniciramo tudi na svoj. Ste pripravljeni danes na 7 jezikov življenja? Poglejmo skupaj. Govorimo o 7 jezikih življenja. Kaj je jezik življenja? Torej, v tem kontekstu ne govorimo o slovenščini, angleščini in drugih sporazumevalnih jezikih, ki govorimo, kakor da so naš materni jezik ali jezik sporazumevanja. Govorimo o jeziku življenja, o načinu, kako predelujemo informacije, na kakšen način odreagiramo na različne impulze in kako izražamo svojo osebnost. Seveda vsak ima svoje komunikacijske filtre, kaj ga pritegne, kaj ga odvrne, na kakšen način smo stimulirani in na kakšen način smo lahko zelo razburjeni. Torej govorimo o teh jezikih življenja, ki so zelo ključni, da z njimi komuniciramo in hkrati preko njih prepoznavamo teme, ki so teme življenja, teme trajnosti. Torej, vsi komuniciramo na takšen in drugačen način, vsak govori vsaj en jezik življenja, seveda večina nas govori več, kakor je pa običajno tudi v naših sicer sporazumevalnih jezikih, nam je 1 ali 2 jezika sta materna, ostale se pač priučimo. Torej, če smo komunikacijsko bogatejši, lahko prepoznavamo in govorimo več jezikov. In za trajnostno komuniciranje je pomembno, da sami ali skupaj v timu govorimo, razumemo in komuniciramo torej na več nivojih v vseh 7 jezikih življenja. Torej, 7 jezikov življenja lahko razdelimo v tako imenovane 3 kategorije. Prva kategorija jezikov so tako imenovani akcijski jeziki. To so jeziki, s katerimi najprej stopimo v akcijo, še preden pravzaprav dobro razmislimo ali čustvujemo. Drugi sklop jezikov so čustveni jeziki. Na stvari, o katerih razmišljamo ali o katerih komuniciramo, najprej začutimo in preko tega čustvenega, afektivnega ustroja vstopamo v komuniciranje. In tretji vidik so kognitivni ali umski, razmišljujoči jeziki, torej tisti, ki najprej, ko se nekaj zgodi, je neka situacija, postojimo in moramo razmisliti o situaciji, preden odreagiramo in preden sploh zaznamo, kaj čustvujemo. Na hitro poglejmo podkategorije, kajti govor v vsaki izmed teh podkategorij je zelo ključen za naše razumevanje, kako trajnostne teme sploh lahko percipiramo in kako je lahko skomuniciramo drugemu preko različnih filtrov in preko različnih sposobnosti zaznavanja, opažanja in odzivanja. Torej, najprej prvi 2 kategoriji sta tako imenovani akcijski. Prvi je premikovalec. Približno 7% ljudi globalne populacije je to primarni življenjski jezik, se pravi, to je jezik usmerjen v akcijo. Takšen človek je, takšna oseba je oseba disrupcije, odločen, drzen, neizprosen, neposreden, se pravi, vidi in ravno ta njegov motiv spremembe, hitrosti tega je zelo pomemben. Filter, preko katerega komunicira in zaznava življenje, je, kaj je tvoj motiv, kaj ti zmeraj sledi motivu, ki takšno osebo žene k določenim dejavnostim. Torej, akcija in ta skladnost je nekaj, kar je potreba te osebe, strast je inovacija in hitre spremembe, tako osebo neka pasivnost izredno duši in postane nemirna in glavna značajska lastnost je pogum. Drugi tak akcijski tip osebnosti je izvajalec. Kar 25% vseh ljudi na svetu govori ta jezik kot svoj prvi jezik, torej gre za osebo, ki je seveda usmerjena v akcijo, ampak je veliko bolj premišljena oseba, je pragmatična in stvari hoče izpeljati do konca. Nikoli se ne ustavi, ne da bi nalogo dokončala in zelo je pomembno, da je pri tem ta oseba marljiva in zanesljiva, natančna, učinkovita
In glavna šok situacija, kaj se taki osebi lahko zgodi, je, da dela ne konča. In zmeraj je ta filter, ko pri drugem pogleda, ali delaš to, kar moreš. Se pravi, v komunikacijo ta oseba zmeraj vstopa z akcijo, ki jo opravlja sama in pogleda, ali tudi druga oseba opravlja svoje akcije. Hvaležnost in ta akcijskost je tudi potreba take osebe in strast, da delo zmeraj dokonča do konca. Vztrajnost in zanesljivost sta pa veliki vrlini. Sedaj gremo že v drugo kategorijo, to afektivno, čustveno kategorijo. Prvo je vplivnež, se pravi, oseba pride v prostor in ima takoj pozornost. Kar 13% ljudi v povprečju govori to kot svoj glavni jezik. To je ustvarjalna oseba z spodbudo, navdušuje, sama je navdušena in zna pritegniti pozornost in hkrati tudi sodelovanje oseb, ki jih aktivira v to, kar je tej osebi pomembno. Kaj je filter te osebe? Ta oseba zmeraj komunicira in zmeraj je ta motiv, ali komuniciramo, ali ti komuniciraš in na ta način se potem nekako tudi združi v komunikaciji z drugimi. Potreba je, da je potrjena in da je povezana z drugimi ljudmi. Seveda je tudi ta intuitivnost je zelo močna karakteristika te osebe in so pač sposobni pritegniti druge ljudi. Imamo kakšne asociacije, so te lastnosti pri nas, pri drugih ljudeh, zelo pomembno je, da vse te stvari, ko poslušamo, vedno apliciramo na realno življenje. Se pravi, druga kategorija afektivnih ali čustvenih oseb v prvem svojem življenjskem jeziku so odzivneži. To je v bistvu najmočnejša kategorija ljudi, kajti skoraj tretjina vseh ljudi na svetu po teh globalnih raziskavah govori to kot svoj prvi primarni jezik. Gre za osebe, ki jim je primarna lastnost, da skrbijo za druge, da skrbijo za odnos, so zelo skrbni, sočutni, odzivni in jim je zelo pomembno, ko se komunikacijsko odpirajo ali v drugi osebi zaznajo, ti je mar zame. Se pravi, ravno to, da vidijo v drugi osebi vrednost, ki jo prepoznajo v njih, je zelo ključen filter, da so te osebe pripravljene vstopiti v komunikacijsko razmerje. Seveda, ta brezpogojna sprejetost je njihova potreba, strast je seveda ugajati in potem ključna značajska lastnost je sočutje. Sedaj gremo pa v kategorije, ki so razmišljujoče, ki so kognitivne in to je usmerjevalec, 10% ljudi je to prvi jezik. Pomembno je, da je ta oseba ima zmeraj načrt, zmeraj stvari vnaprej premisli, nikoli ne vstopi v neko resnejšo komunikacijo ali načrtovanje dela, ne da bi prej premislila vse strateške akcije in enako, ko stopa v komunikacijsko razmerje z drugo osebo, želi vedeti, ali ima ta oseba tudi načrt in kakšen je načrt. In ravno razprava in komunikacija preko načrtov je v bistvu tisti filter, ki takšno osebo odpre. Hkrati ima tudi velike vodstvene zmogljivosti, kajti lahko pride v eno tako situacijo, ki je konfuzna in naredi hitro načrt in ljudi usmerja. Zelo velika frustracija take osebe je, da je stanje kaotično, da ljudje nimajo svoje direkcije, njihova strast je vodenje, takoj prevzame iniciativo, kjer vidi, da je situacija dezorientirana. Velika značajska lastnost je predanost in ravno to vztrajnost do udejanjanja, za udejanjanje načrt, ta vztrajnost je velika njihova moč. Proizvajalec v angleščini je producer, je pravzaprav en majhen odstotek ljudi, ki so pa zmožni z svojim miselnim procesom stvari tako upravljati, da iz malega delajo veliko, se pravi močni razmišljevalci iz tega, kako upravljati zlasti s financami in dolgoročno poskrbeti za določene stvari. So pa tudi držljivi, gostoljubni, ampak hkrati zelo premišljeni in iznajdljivi.
Ena karakteristika takih ljudi je, da imajo zmeraj dolgoročne načrte za svoje penzije, kako bodo potem upravljali svoje finance na starejša leta. Skratka, dolgoročno razmišljevalci, kako iz malega na iznajdljiv, sistematičen, razmišljujoč način ustvariti veliko. Zmeraj upravljajo z tega, zato je filter njihovega razmišljanja, ali upravlja stvari, ali si v tem vodstvenem upravlja svojim življenjem, ali življenje gre mimo tebe. Potreba je, da so drugi hvaležni in pozorni do tega, kar oni delajo za njih, in ravno strast je to upravljanje, kar smo že poudarili, in seveda tudi njihova močna lastnost je, da so gostoljubni. Se pravi, gre za eno tako poseben način spajanja zelo različnih osebnostnih lastnosti. Zaključujemo 7, to je razmišljevalec. To so ljudje, ki imajo izjemno sposobnost globokega razmišljanja, ki pa hkrati rabijo svoj velik osebni prostor, ki njihov glavni motiv je, ali me to zanima, ali je to polje mojega raziskovanja in razmišljanja. Zelo težko je razmišljevalca spraviti v določen komunikacijski proces, če to ni polje njihovega interesa. Zato je filter poiskati ta interes v teh osebah in potem tako prevesti naše informacije, da pritegnemo njihovo pozornost. Pozornost in osebni prostor je njihova nuja, brez tega ne funkcionirajo dobro, strast je vedno vedeti, znati, to so ljudje, ki rabijo analize, rabijo nove podatke, nenehno kopljejo po novih virih znanja in spoznanja, hkrati so pa zelo lojalni na področjih, ki jih zanimajo. Druga področja, ki jih pa ne zanimajo, pa brišejo iz svojega življenja. Zakaj je to zelo, zelo pomembno? Zakaj je pomembno, da se zavedamo, da vsi govorimo več jezikov, kakšni več kot drugi, in vsak ima pravzaprav eden ali dva primarna jezika. Zakaj je to izziv za trajnostno komuniciranje? Ker imamo lahko zelo dobre, pereče teme z področja trajnostnega razvoja, ampak če jih ne skomuniciramo na način, da odpremo komunikacijske filtre tem našim deležnikom, lahko gre za medosebni dialog ali za večdeležniški dialog, potem v komunikacijski proces ne moremo vstopati in ga izpeljevati uspešno. Torej, naš izziv je, vsi smo različni in vsi govorimo eno svojo unikatno kombinacijo jezikov življenja. In naše trajnostno komuniciranje potem tako zasnujemo, opletemo in potem razvijamo, da opletemo vse jezike življenja. Torej, govorimo z jezikom občutanja, razmišljanja in hkrati akcije. Seveda, vprašanje za $1 milijon ali evrov je, kako to narediti za vsak primer posebej, ampak to so pač konkretni komunikacijski izzivi. Torej, pomembno je vedeti, da v trajnostnem komuniciranju moramo poznati vse jezike življenja, ne glede na to, kakšne stroke smo. Ponavadi naredimo trajnostni komunikatorji precejšnje napake, ko vključujemo določena strokovna področja, samo se pravi z področja energetike, z področja upravljanja z viri, z področja komuniciranja, ne da bi hkrati poznali, s katerimi jeziki življenja sami komuniciramo in s katerimi jeziki življenja komunicirajo naši recipienti ali deležniki, katere želimo vključiti v naše trajnostno komuniciranje. In torej, trenutek analize. Koliko število jezikov, kakšno število jezikov govorim sam in koliko jih prepoznavam, se pravi, gre za oceno širine jezikovne inteligence, s kakšno intenzivnostjo govorim te jezike in kakšne vrzeli so med mojimi jeziki, ki jih poznam ali s katerimi govorim. Verjamem, da nam je bilo zanimivo, meni je to vedno zanimivo razmišljati, kajti z jeziki življenja se srečujemo vsak dan, nenehno v vseh situacijah. In v trajnostnem komuniciranju so pomembni, da jih vključimo in z vsemi temi jeziki spregovorimo trajnostne vsebine za trajnostne cilje.
Hvala, ker ste bili z nami, vabim vas, da še naprej ostanete in da si ogledate naše trajnostne vsebine, ki so bodisi v video obliki ali v drugih oblikah, najdete jih na naši spletni strani www.zelenaslovenija.si. Veseli bomo vaših kontaktov in vse dobro do prihodnjič. Lepo pozdravljeni!